Okay, let's go. Okay. Gospod Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke. Jože Pučnik je prvi Slovenec, po katerem bo poimenovana neka taka dvorana, kot je ta tukaj v Evropskem parlamentu. To je veliko priznanje za državo Slovenijo in nazadnje tudi za Slovensko demokratsko stranko. Zagotovo, predvsem pa je to nek korak, ki ga tudi Evropa v tem času potrebuje. To je korak vrnitvi k vrednotam. Zaradi tega, ker je pravzaprav Jože Pučnik in njegov odnos do Evrope tisto, kar je bil tudi motiv za očete Evropske unije. Od Schumana do Adenauerja, De Gasperija in tako naprej. Gre za Evropo vrednot, kjer se pa združujemo na nekem projektu miru in blaginje. Ampak to združevanje je možno zato, ker delimo podobne vrednote. In odnos Jožeta Pučnika do Evrope, Evropske unije, evropskega projekta je bil natančno isti. Zdaj, ta vrednotna dimenzija se je v času širitve, velike birokratizacije, gospodarske in evrokrize nekoliko izgubila. Potem je kriza z migracijami to temo ponovno uvrstila na dnevni red. Veliko nas, ki živimo v Evropi, smo se spet zavedli, da pravzaprav brez vrednotnih temeljev te skupnosti ni, predvsem pa, da nima perspektive pozitivnega razvoja. In poimenovanje ene od pomembnih razpravnih dvoran v Evropskem parlamentu po dr. Jožetu Pučniku je, rekel, nek majhen, ampak vendarle pomemben simbolni korak vračanje Evrope k vrednotam. Vi ste na položaju Slovenske demokratske stranke, na položaju predsednika zamenjali prav Jožeta Pučnika. Vi ste ga najbolje poznali med ljudmi iz stranke. Pa me zanima, kaj ste recimo o njem povedali evropskim kolegom, ki bodo danes prisotni na tej inauguraciji? Kaj vedo o njem? Zdaj, različni sogovorniki o dr. Jožetu Pučniku vedo različne stvari. Mnogi do tega postopka, ki se je začel na predlog dr. Milana Zvera, niso vedeli nič, tako kot praktično niso vedeli nič o slovenski zgodovini. Tako da ta korak povečuje tudi vedenje o Slovencih, o državi, o narodu, o tem, kaj smo dosegli v zadnjem času ali pa nasploh v celotni naši zgodovini. In seveda vsaka beseda v smislu večjega poznavanja, tudi te, rekel, tragične, pravzaprav filmske, življenjske zgodbe dr. Jožeta Pučnika poglablja razumevanje tega, kar se je v Sloveniji dogajalo in tudi kar se danes še vedno dogaja. Tako da učinki so vsestranski, pozitivni in res iskrena zahvala dr. Milanu Zveru, ki je bil pobudnik tega procesa, ki je kar nekaj časa trajal, gospodu Manfredu Webru, brez čigar podpore tega koraka ne bi bilo, na koncu tudi vodstvu Evropskega parlamenta, ki so kljub nekaterim odporom, žal so nekateri prihajali tudi z slovenske strani, ta korak izpeljali do konca. Zdaj v Sloveniji smo priča politiki ločevanja, razdruževanja v dneh po oziroma tednih po slovenskih volitvah, kjer ste vi zmagali. Se vam zdi ta korak tukaj v Evropskem parlamentu, kamor prihaja tudi predsednik republike, pa bojda vsi evropski poslanci, korak v pravo smer k povezovanju slovenske politike? Zdaj, to je korak v pozitivno smer. In kot že rečeno, kljub nekaterim odporom, še posebej v ozadju, da do tega koraka ne bi prišlo, ki so bili uspešni v tolikšni meri, da do njega dejansko ni prišlo takrat, ko je bil predviden, se pravi v mesecu maju, je pač ime dr. Jožeta Pučnika tako močno, da dejansko je to tako močan korak v pravo smer, da premaguje te, motive majhnosti, sebičnosti in tako naprej in na koncu prispeva k združevanju okrog tistih vrednot, okrog katerih se dejansko moramo združevati.